Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro. Dober večer, poslušalci. Dobrodošli v zadnjih minutah za dobrodelnost v tem letu v rubriki Karitas. Letos je bilo to jubilejno 35. leto delovanja za slovensko Karitas in v naših rubrikah smo spoznavali načela, za katerimi ta dobrodelna organizacija stoji, tudi za katere vrednote se zavzema. Takole ob koncu leta pa bomo naredili krajši pregled nad stiskami v letošnjem letu, s katerimi se je srečevala škofijska Karitas Novo mesto. Zdaj pa lepo pozdravljam strokovno delavko na področju psihosocialne pomoči na škofijski Karitas Novo mesto, Petro Martič. Dobrodošli takole na daljavo. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Pa me zanima najprej število stisk, več kot običajno, manj. Žal vsako leto na škofijski Karitas Novo mesto opažamo bistven porast stisk, tako da prošenje vsako leto oziroma iz meseca v mesec vse več. K nam se obračajo ljudje različnih populacij, tako starejši, ki prejemajo pokojnino, osebe z invalidnostjo, enostarševske družine, potem brezposelni in dolgotrajno brezposelni oziroma nezaposljivi, begunci. Vsekakor je pa v letošnjem letu se pokazal porast dvostarševskih družin, se pravi, v katerih sta oba dva starša zaposlena, vendar pa nimajo urejene stanovanjske problematike. To pomeni, da imajo recimo hipotekarni kredit ali stanovanjski kredit, se pravi, ali pa mogoče celo tudi plačujejo najemnino. In ne glede na to, da sta oba dva zaposlena, zelo težko shajajo skozi mesec. Kako bi ocenili stanje družbe, tudi mladih družin, glede na te razmere? Kako vidite vi, kakšne rešitve morda? Stanje ni najboljše, tako bom rekla, ne. Ni najboljše, sicer jaz osebno nisem črnogleda in nisem rada pesimist, ampak optimist. Pa kljub temu, če si mlada družina želi ustvariti dom, pa nima zaledja, se pravi, da njihovi starši jim ne morejo omogočiti nekega začetka, je zelo težko. Kar to pomeni, da so prisiljeni v to, da vzamejo kredit ali pa da grejo v najemno stanovanje. Stvar je pa taka, da najemnine iz meseca v mesec rastejo. To pomeni, da sploh, če gledamo to naše področje, tukaj so najemnine recimo tam nekje za okrog 50 kvadratov, tudi do 500 evrov mesečno. In če je štiričlanska družina s prihodkom recimo tam nekje 2500 evrov in je tukaj najemnina plus dodatno stroški in še vsi ostali stroški, je zelo težko. Je zelo težko. In kako potem Karitas priskoči na pomoč? Velikokrat se ljudje k nam obrnejo predvsem za materialno-finančno pomoč, oddajo pri nas vlogo oziroma prošnjo. Sama prošnja mora vsebovati opis življenjske situacije, v kateri so se znašli. Pomembno je, da oddajo zadnje 3 bančne izpiske in pa dokazilo o prihodkih ter kopije položnic. In Karitas pomaga na ta način, da se direktno plačajo položnice. To so za najosnovnejše življenjske stroške, kot so elektrika, komunala, najemnina, in pa tudi različne šolske dejavnosti za otroke, zdravstveno zavarovanje, odvisno pač, zakaj zaprosijo. Tako da jim na ta način nekako poskušamo pomagati, recimo z nekim plačilom položnice, da potem gredo nekako lažje naprej. Vendar, če je stiska res huda, če predolgo čakajo, takrat tudi mi zelo težko rešujemo ta problem. Jim zelo težko pomagamo, tako da tudi jaz apeliram na vse ljudi, da naj ne čakajo, ne, ampak da v tistem trenutku, ko začutijo, da ne bodo zmogli, da poiščejo pomoč, kajti takrat je potem veliko lažje pomagati. Kako pa se vas dotaknejo te stiske, s katerimi imate opravka vsak dan? Bom rekla, nekatere bolj, nekatere manj. Zagotovo se vsaka
dotakne strokovnega delavca, vsaj mene osebno. Ampak jaz to nekako poskušam razmejiti, predvsem pa na tak način, da se potrudim, da vsakemu, ki pošlje prošnjo, ki zaprosi za pomoč, ga povabimo na pogovor, in da tudi v pogovoru nekako te ljudi opolnomočim za naprej, res, da imam tisti občutek, da sem prisluhnila osebi, da večkrat imamo pogovore, in da iščemo pač rešitve za naprej. Če tole naredim, če je pač tole, bom rekla, z moje strani narejeno, potem imam tudi, bom rekla, nekoliko lažje grem skozi vse te stiske, ker se te pa dotaknejo zagotovo. Vsak od nas nosi neko svojo zgodbo iz preteklosti, ki nas tudi zaznamuje, in ki tudi botruje temu, kako in na kakšen način bomo pravzaprav mi razreševali trenutno stisko. Leto se približuje koncu. Kaj si želite za Karitas, za vašo službo, no še posebej pa seveda za vse tiste, ki od vas prejemajo pomoč? Jaz bi vsakemu res iz srca privoščila vse dobro, da bi se vse njihove stiske razrešile. Fajn bi bilo, če ne bi imeli dela na nek način, ker to pomeni, da bi lahko vsak dostojno zaživel svoje življenje. Torej, kratko, jedrnato, a zelo pomenljivo. Najlepša hvala, Petra Martič. Vse dobro tudi v prazničnem času in v novem letu, ki prihaja. Hvala lepa. Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet. Po pomoč se je na slovensko Karitas obrnila družina s 4-letno deklico, ki ima precejšen gibalni in govorni zaostanek v razvoju in potrebuje različne terapije, da bi lahko bolj samostojno živela. Vrste in obseg terapij presegajo upravičenost zavarovanca znotraj zdravstvenega sistema in razpoložljivosti terapevtov. Samoplačniško pomoč so starši od vsega začetka bili primorani iskati sami. Pomagati so morali tudi z najemom kredita, čeprav sta oba starša zaposlena. Dodatno finančno in logistično breme predstavlja družini tudi oddaljenost od večine terapevtskih obravnav, saj v lokalnem okolju ni primernih terapevtov. Vašo pomoč lahko nakažete na tekoči račun slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V rubriki Karitas, zadnji v tem letu, smo se pogovarjali s sodelavko škofijske Karitas Novo mesto Petro Martič. Za naš radio je pojasnila, da na njihova vrata vse večkrat potrkajo družine z 2 zaposlenima staršema, ki s plačama otrokom ne moreta zagotoviti ali pa vse teže zagotavljata osnovne potrebščine za življenje. Ob skorajšnjem izteku leta si Petra Martič želi, da bi čim manj ljudi potrebovalo pomoč slovenske Karitas, tisti pa, ki jo, pa da bi si upali prositi zanjo. Tako, za danes je to vse, ko pa se ponovno srečamo v oddaji Karitas, bo že novo leto 2026. Pa vse dobro do takrat, ko se ponovno snidemo, kličem Maja Morila Čuk. Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.